Na dan brez zavržene hrane v rubriki Dejstva razkrivamo, koliko hrane mečemo v smeti in koliko te hrane je še užitne. Podatki niso spodbudni. Lani smo zavrgli skoraj 10% več hrane kot leto prej. In kljub temu, da je hrana vse dražja, je gospodinjstva zavržejo kar 44%. Neža Štajner. Količina odpadne hrane se povečuje. Povprečen Slovenec je zavrgel 78 kg hrane oziroma 6 kg več kot leto prej. Vsi skupaj pa 165 tisoč ton, kar je skoraj desetina več kot leto prej. Najbolj problematična so gospodinjstva. 44% vse hrane, ki jo kupimo, se znajde v smetnjakih. Sledi gostinstvo s tretjino odpadne hrane, nato proizvodnja hrane, kjer so se odpadki podvojili, in trgovina živili. Zavrgli smo več kot tretjino hrane, ki je bila še užitna. V ljubljanskem hotelu, celjski šoli in bolnišnici Brežice smo preverili, koliko hrane zavržejo. Osnovna šola Celje. Takšna gneča je med 12. in 13. uro v jedilnici. Malica 510, pa kosila okrog 480. Zavržene hrane ni veliko, pravi vodja kuhinje. V enem tednu se pravimo okrog 100–150 kg. Otroci raje vzamejo omako kot zrezek. Če so veliki kosi zelenjave, bodo otroci pogosteje zavrnili določeno jed. Danes je pa cvetačna juha s proseno kašo, evo je zmiksana in gre. Še vedno imajo preveč odpadne hrane. Smo dolžni zagotavljati zdravo prehrano otrokom, tudi če je doma ne jedo. Ena cvetača, jaz rečem, ne more konkurirati hamburgerju ali pa pici. Nismo hotel, ne s 5, pa ne s 3 zvezdicami. Avstrija Trend Hotel v Ljubljani. Pripravijo tudi do 2000 obrokov dnevno. Največ hrane ostane pri bifejskem zajtrku. Praktično ne more zadeti nikoli v nulo. Zdaj, če je več otrok, je manj ostanka slaščic, kakih tortic, pa teh zadev. Če je pa več, bom rekel, več otrok, mislim, več odraslih, je pa glih kontra. Povprečno zavržejo 300 do 400 kg mesečno oziroma 500 do 1000 evrov. Ta odpadna hrana recimo pri nas se je znižala vsaj 2 do 3-krat v zadnjih, bi si upal trditi, v zadnjih 5 letih. In splošna bolnišnica Brežice. Gremo v kuhinjo, se pripravljajo obroki trenutno za kosilo pacientov. Mesečno zavržejo okrog 1000 kg hrane, plus še enkrat toliko od priprave hrane. Največ zavržene hrane prihaja iz internega oddelka, kjer imamo starejše paciente. Zmanjšali so količino kruha, ki konča v smeteh. Dobijo pacienti toliko kruha, kot ga pri določenem obroku želijo. Tu je zdaj prostor za odpadno hrano in odvažajo 3-krat tedensko, tako da danes zjutraj je bila odpeljana. Toliko odpadne hrane pa je v mariborskem UKC-ju. Koliko odpadne hrane ostane v splošnih bolnišnicah? Največ v mariborskem UKC-ju dnevno do 1 tone. Približno toliko, kot denimo v Trbovljah v enem mesecu. Za primerjavo, v ljubljanskem UKC-ju dnevno nastane 750 kg odpadne hrane, ob tem, ko pripravijo 10 000 obrokov. V celjski bolnišnici skoraj 7 ton mesečno, v novogoriški 11 ton. Za odvoz odpadne hrane bolnišnice plačujejo bioterji iz Komende. Mariborski UKC dobrih 54 000 evrov letno. Zmeljamo te odpadke in pripravimo ustrezen substrat za bioplinarno. Iz bioplina proizvajamo električno energijo, proizvajamo tudi toplotno energijo, s katero lahko oskrbujemo bližnja naselja, in proizvajamo tudi zelo visoko kvaliteten organski odpad, to je digestat. Da bi ugotovili, koliko hrane zavržejo gospodinjstva, je Ministrstvo za okolje naročilo sortirno analizo bioloških odpadkov. Delež odpadne hrane je 3% večji kot pred 3 leti. Največ odpadne hrane je bilo v mestih. V smeteh je bilo več uporabne hrane za 8%. Še zapakiranih živil je bilo odstotek več.
Delež odpadne hrane se je v primerjavi s 3 leti nazaj povečal in še posebej užitne hrane, kar je skoraj četrtina. To kaže, da zavržemo še vedno preveč uporabne hrane in ker pač iz tega lahko shajamo, da je to seveda lahko posledica prevelikih nakupov, mogoče premalo racionalnih, premalo zlizki gremo v trgovino in načrtno kupujemo. Ne smemo iti v trgovino lačni. Snagi Maribor smo se pridružili prav na dan, ko so začeli s pomladansko analizo. Maribor. Ob 8. uri zjutraj začnejo z analizo bioloških odpadkov. Smetarskim vozilom so v sortirnico najprej pripeljali rjave posode gospodinjstev iz občine Kungota. Prvi vzorec, 350 kg bioloških odpadkov. Ki ga potem fantje ročno presortirajo na sortirni mizi. Poleg biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki jih ločimo na, tule vidiva neužitni del hrane, presortirajo in pa seveda na užitni del hrane. Lahko določimo tudi druge frakcije, kot so plastična embalaža. Odpadke pripeljajo iz 7 območij. Pri blokovski poselitvi tam zaznamo več zavržene hrane. Količina bioloških odpadkov se z leti povečuje. V zimi bomo zaznali več zavržene hrane kot pa poleti. Poleti bo pa pretežno zelena biomasa. Rezultati, ki jih bodo analizirali v IKEMI, bodo znani jeseni. Snaga Maribor nima lastne kompostarne. Drugače pa je v Ljubljani. V Orceru razgrajujejo biološke odpadke in 26 občin. 30 000 ton letno prevzamemo teh biološko razgradljivih odpadkov. Zdaj bioplina nastane nekako letno okoli 8 milijonov kubičnih metrov in pa približno 2500 ton komposta. Če se primerjamo s prebivalci EU, ki so zavrgli 132 kg hrane, jo je povprečen Slovenec polovico manj. Več pa na 24ur.com.